Sledeči program je financiran strani prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer. Vidite, mogoče so stvari tukaj spodaj. Ko mislite, da se jim lahko izognete, kakor mlad orel, vendar, dragi moji, da pridete sem gor. Obrezovanje vedno pospeši, da stvar začne rasti. Ali se kdaj počutite, Bog, ali ne greš nekoliko predaleč tukaj? Veš, a mi boš sploh še kaj pustil? Tako sem mislila, ko sem opazovala. Nekoč je David pripeljal nekoga, da obreže drevo v našem vrtu. Ko sem prišla domov iz službe, sem rekla, popolnoma si uničil našo drevo. Ni veliko ostalo od njega. Mislim, tako sem si mislila. On pa je rekel, opazuj in boš videla. Ni preteklo veliko časa in je toliko bolje izgledalo, kot pa je bilo prej. Kadar se Bog z nami ukvarja, kadar nas obrezuje, se včasih sprašujemo, kaj pa sploh delaš? Ne razumem, to me boli, to ni fair. Vendar vi boste veliko boljši. Po resnici vam lahko povem, da nisem nikoli napredovala pri Bogu na nobenem področju svojega življenja, da bi napredovala iz enega področja na drugega. Nikoli nisem napredovala, ne da bi se Bog ukvarjal z mano glede nečesa na tem področju. Tako nisem mogla tega nesti s sabo na novo višje področje. Mogoče kakšna drža ali kakšna navada, ki jo za sedaj lahko spregledate, ampak če želite priti do naslednjega področja, potem bodo te stvari morale oditi. Rada ponavljam, da na vsaki postaji. Nekdo vstopi na avtobus, nekdo pa izstopi. Tako na vsakem postajališču, če hočete iti k naslednjemu mestu, bodo te stvari morale oditi, druge pa boste prejeli. Amen. Pogovarjamo se sedaj o orlih. Sveto pismo pravi, da čaka na Gospoda, kajti on jim obnavlja njihovo moč in vzdiguje trup kakor orli. Ne pravi, da bodo prhutali po dvorišču kot kokoši. Pripravljam naslednje sporočilo z naslovom, ali imaš peruti za okras ali pa letaš s perutmi. Ali veste, kako se povzdigniti v višavo z orli, ali pa še vedno prhutate naokrog s piščanci, pobirate umazanijo po dvorišču in se nikoli ne dvignete od tal? No, tako dobro je poskrbljeno za majhne orle, kot za majhne kristjane. Mama orel jim pripravi najboljše gnezdo. Polno je mehkega perja in samo majhne šibe, listje, mah in vse mogoče stvari zbira. To je čudovito, varno gnezdo. Majhen orel dojenček samo leži v gnezdu. Postane lačen in saj veste. Mama orel odleti, pride nazaj in prinese hrano, da nahrani mladičke. Oni pa so tako zadovoljni in srečni, kot tudi mladi kristjani. Če hočete, da bi za koga molili, si izberite tega, ki je bil pravkar odrešen, kajti Bog bo za kratek čas storil skoraj vse zanje, veste? Potem so oni tako, kot bi bili na medenih tednih. To je tako čudovito. Čez nekaj časa pa si že postavite vprašanje, kaj? Ko pride čas, da bi majhni orli začeli leteti, saj je Bog pripravil letenje za vse nas. Amen. Tudi mi moramo leteti kakor orli. Lepo bi bilo, če bi mama orel prišla in rekla, otročički, čas je, da zapustite gnezdo in letite. No, vendar mali orel ne bo šel sam iz gnezda. Oni imajo dobro prebivališče. Ne nameravajo zapustiti udobja. Resnica je, kar vam pravim. Orlica pa začne dan za dnem odstranjevati stvari iz gnezda. Tiste udobne stvari in se jih znebi. Kot je mehko perje, majhne vejice, ki jih je prinesla, in vse prijetne in mehke stvari, ki so v gnezdu. Torej, kmalu vse udobje gre stran. Kaj kmalu se majhen orel znajde brez vsega? Samo ogrodje še ostane, ki pa je narejeno iz trnja, grobih vej, ki so sicer zelo močne, ampak ne tako udobne.
Recimo sedaj, da lahko govorimo o tej zgodbi, se majhen orel pospne na rob gnezda in gleda dol ter si misli, ne vem, to ni več tako udobno, mogoče je tam zunaj boljše. Mama orel jim napravi veliko uslugo, ona leti v zraku, jih pobere, se vzdigne in jih spusti. Preden majhen orel zadane ob tla, ga mama orel zagrabi v zraku. Mama, pa vsem tem me ima še vedno rada. Dajte no, ali me kdo razume? Vzame mladička nazaj v višino in stvar se ponovi, ponovno in ponovno. Proces se ponavlja in ponavlja, dokler mladiči ne začnejo sami leteti. To je to, kar Bog od nas pričakuje. Veste, prerok Izaija v 3. poglavju 1. vrstica govori, da bo od nas odstranil vse dobrine. Naj vas vprašam, kaj so za vas dobrine, na katerih slonite? Bog hoče, da nismo zakoreninjeni v svetu, ampak da smo zakoreninjeni v Božji ljubezni, tako da nič ne more ukrasti našega zaupanja. Čeprav lahko čutimo strah, vendar nas ta strah ne bo ustavil, ker smo v Bogu dovolj drzni, da gremo naprej. Če celo naš najboljši prijatelj, ki se obrne proti nam in nas rani, še vedno imamo Jezusa v svojem življenju. Dajte no. Kaj vam pripomore k temu? Kaj vam pripomore, da ste močni v Gospodu? Ali je to skupina krščanskih prijateljev, ki vam pripomorejo, da se počutite dobro? Ali je to določeno delovno razmerje, ki vam omogoča, da se počutite dobro? Naj vam povem kratko zgodbo. Potem, ko sem 5 let poučevala Sveto pismo na domu, je moje naslednje delo bilo v lokalni cerkvi v mojem mestu, kjer sem 5 let duhovno delovala. Mnogo sem se tam naučila in imeli smo obilo dobrih trenutkov in tudi težkih trenutkov. Nekako sem ugotovila, da ne morem biti avtoriteta, dokler ne vem, kako se vesti pod avtoriteto, in to zame ni bila najlažja stvar. Tako vam lahko samo navržem, da če čakate na povišanje v svojih stvareh in ne veste, kako bi se podvrgli avtoriteti, kjer ste prav sedaj, potem... No, karkoli, delajte, kar hočete. Bog je začel delovati name. Hotel je, da zapustim svoje delovno mesto in začnem duhovno misijonsko službo. Bila sem zelo boječa, vendar sem slišala glas. Vzemi duhovno službo, pojdi na zahod, vzhod, sever in jug. Problem je bil ta, da me nihče ni poznal, ne na vzhodu, ne na zahodu, ne na jugu, ne na severu. V St. Louisu sem imela majhno duhovno službo, bila sem na radiju in to je bilo to. Kam naj torej grem na zahod, vzhod, sever in jug? Veste, ko Bog hoče, da nekaj storite in če samo premikate svoje noge, lahko v svoji notranjosti postanete tako nesrečni. Vsak ve, kako je, če se Bog ukvarja z vami in se neprestano ukvarja in ukvarja z vami. Stvari, ki sem jih včasih imela tako rada, kot je vodstvena skupina in delo po skupinah, mi je postalo kar naenkrat tako odveč, sovražila sem vse to. Bala sem se, tega nisem hotela več delati, nisem hotela iti v cerkev, vse mi je bilo preveč. Ne vem, kaj je narobe z mano, ne vem, kaj je narobe z mano. Če na kratko povem, ker tako nimamo časa, da vse povem, Bog mi je govoril in jaz sem zapustila svojo službo z oguljeno mizo in računalnikom in sem začela srečanja na severu, vzhodu, zahodu in jugu mesta St. Louis. Bog mi je rekel, pojdi na sever, vzhod, zahod in jug, jaz pa sem kot majhna deklica poskušala narediti najboljše, kar sem mogla, kakorkoli. Našla sem nekaj, česar prej nisem vedela, ko sem imela prejšnjo službo. Včasih, ko imate nekaj, se niti ne zavedate, kako močno ste od tega odvisni, dokler Bog tega ne strese in odmakne. V kaj zaupate? Ali bi še zaupali, če bi izgubili vse svoje prijatelje? Bi še vedno zaupali v Boga, če se odločite, da boste z Bogom rasli in bi vas vaša skupina zaradi tega zapustila? Ali lahko to prenesete in če naprej hodite z Bogom, ali pa boste doživeli polom in boste poskušali ugajati ljudem? Dajte no, govorim samo ljudem, ki hočejo hoditi z Bogom. Ne govorim nobenemu izmed vas, ki hoče ostati orlov mladič. Govorim tistim, ki hočejo postati orli. Amen.
Ali hočete leteti, ali pa hočete samo prhutati. Od vas je odvisno. Morate imeti v mislih, da ko sem pomagala v domači cerkvi, sem bila, veste, kar popularna. Mislim, kadar ni bilo pastorja, sem imela pridega namesto njega, bila sem nekakšna namestnica, imela sem biblično šolo, enkrat na teden sem imela srečanja za žene in je prihajalo nekaj 100 žensk na ta srečanja, bilo je precej obiskano, imela sem svoj parkirni prostor s svojim imenom. O, veste, kako radi vidimo svoje ime. Dajte no. V prvi klopi sem imela svoj sedež s svojim imenom. Imela sem svoj napis, Joyce Meyer, David Meyer. Drugi niso sedeli tam. Imela sem tudi pisarno s svojim imenom na vratih in moje ime je bilo napisano na pisalni mizi. Moje ime je bilo vsak teden napisano v zanilih, ker sem bila član vodilne skupine. Vidite, bila sem pomembna. Dajte no, a je še kdo tukaj? Ko sem odšla, mojega imena ni bilo več na parkirnem prostoru, morala sem najti parkirišče kot kdorkoli drug. Mojega imena ni bilo več na sedežih, morala sem sedeti, kjer sem lahko. Nisem vedela, kaj se dogaja, niso me več povabili v skupino, niso me več vabili na srečanja vodij. Ko sem šla v cerkev v nedeljo zjutraj, sem se počutila tako neugodno. Ne na svojem mestu. Kot da ne spadam tja. Kot da nisem nič. Vidite, tega Bog noče za vas in on tudi ni hotel tega zame. On je odvrnil od mene vse in to zaradi časa, ko se je ukvarjal z mano, da sem to prostovoljno zapustila, to pa zaradi tega, da me je Bog povzdignil na današnjo stopnjo. Ne vem, če se včasih zavedamo, kako smo skušani, da tečemo raje nazaj tja, kar imamo, kot pa da bi se stekovali za tem, kar je pred nami. Dajte no, ali sploh danes komu govorim? Prav, mnogi izmed vas ste prav sedaj nekje na sredi. Ste že začeli in ste nekam namenjeni in ste nekje na sredi. Ne odnehajte, ko ste na sredi. Naj vam nekaj povem. Ko sem zapustila cerkvena srečanja, so bila moje srečanja manjša po številu. Več sem morala delati. Veliko sem bila sama. In če sem gledala na to, sem se spraševala, če je to napredovanje. Hotela sem se zateči nazaj k temu, kar sem imela. Koliko žensk? Teka nazaj k nekemu moškemu. Čeprav ti govori kakor psu, te ponižuje, mogoče celo pretepa, te izkorišča in zlorablja. In greš stran, potem se dolgočasiš, težko je, on ti nameni nekaj sladkih besed in stečeš takoj nazaj. Poslušajte, hočem, da ste povsod, kjer Bog hoče, da ste. Ne nagovarjam vas, da bi bežali pred težkimi stvarmi, vendar ste vi vredni več, kot da bi vas nekdo pretepal, vas zlorabljal in vas izkoriščal. Poslušajte me, vi ne boste pomagali tej osebi, če ji boste dopustili takšno ravnanje. Če nočete storiti nekaj zase, storite vsaj zanje. Tat prihaja, da bi kradel, ubijal in uničeval. Jezus pa je rekel, jaz sem prišel, da bi imeli življenje in se veselili življenja in ga imeli v izobilju do roba, tako da teče čez. Vi imate vrednost. Vam se niti ne sanja, kolikokrat sem skoraj stekla nazaj k delu, ki sem ga imela. Kajti vrata so še bila vedno odprta, lahko bi šla nazaj ob vsakem času. Vendar pa sem tako vesela, da sem delala na bolj trd način. Ustrašim se včasih misliti, kaj vse izgubimo, ko se ne potrudimo priti
skozi težave. Veste, v pismu Filipljanom 3. poglavje pravi, eno pa pozabljam, kar je za menoj in se iztegujem proti temu, kar je pred menoj. Iztegujem se proti temu, kar je pred menoj. Veste, v mojem življenju je bil čas, ko se je Bog zelo močno ukvarjal z mano glede nekaterih stvari okrog mojih staršev. Tedaj tega nisem razumela. Zakaj bi naj Bog hotel, da porabim denar za to, da skrbim za človeka, ki mi nista nič dobrega naredila? Da svojima staršema kupim hišo, jo opremim, skrbim za nju, zagotovim osnovne potrebščine, da imata hrano, da je trava pokošena in da končno plačam za njuno oskrbo. Zakaj na svetu bi me Bog postavil v takšno situacijo? To ni bilo fair, vendar veste kaj? Bog z nami ves čas tako ravna. Če na kratko povem, čeprav ne morem popolnoma razložiti, vendar se je nekaj čudovitega zgodilo v moji duhovni misijonski službi, ko sem popolnoma opustila vso zagrenjenost, nezadovoljstvo in sem bila pripravljena hoditi v resnični ljubezni s svojim očetom. Oba sva zrasla. Poskušam vam povedati, da ima Bog za vas pripravljeno napredovanje, vendar pa so stvari, ki jih ne morete nesti na naslednjo stopnjo razvoja. Veste zakaj? Nova stopnja, nov hudič. Nekatere stvari so tukaj doli, ki bi jih lahko spregledali, tako kot orel mladiček. Vendar, dragi moji, če hočete priti sem gor, morate pustiti nekaj na avtobusni postaji, preden pridete na to mesto. Amen. Sveto pismo sem poučevala 5 let na domu in na to mi je Bog govoril, da opustim te stvari. Rekel je, glej, delam nove stvari. Tako sem bila navdušena. Seveda, hvala ti, Gospod, moje sanje se bodo uresničile. Od Boga je bila ta ideja o novih stvareh in nič nisem naredila 1 leto. On me je nekako postavil v shrambo. Ali ste kdaj šli od tega, ko ste prinašali malo sadov, do tega, ko niste prinašali nič? Prinašala sem malo sadov, potem pa naenkrat nič. Nato pa sem prinašala obilo sadov. Prav, naj vam povem o majhnih sadovih. Vidite, 25 ljudi sem poučevala v dnevni sobi in sedaj se seveda radujem, da lahko vsak dan učim ljudi po vsem svetu. Medtem ko sem poučevala teh 25 ljudi na domu, sem še poučevala tudi v lokalni cerkvi in tam delovala. Vendar je v meni bilo nekaj stvari, ki niso spadale na to področje. Od tam doli nisem mogla priti gor, bila sem negotova, strah me je bilo, preveč časa sem zapravila s tem, da sem se primerjala z drugimi ljudmi. Bog pa je hotel, da sem jaz zares jaz. Bog hoče, da ste vi zares vi. On ne išče kopij, on hoče popolnoma nov original. Amen. Ali me slišite? Popolnoma nov original. Vi ste lahko prav vi sami, ker vsak drug je že zaseden. Tako se boste naučili, da se boste imeli radi in se spoštovali. Imejte se radi na primeren način, kajti kamorkoli greste, ste vi tam. Slišala sem naslednjo zgodbo in verjamem, da je resnična. Mislim, da je to resnična zgodba. Oseba, ki mi jo je povedala, ima breskov nasad. Veste, vse se začne s semeni. Vi posadite koščico, ki počasi vzklije in končno postane drevo in čakate na sadove. Čakate in čakate na sadove. Primerjate to s svojim življenjem. Vi čakate in čakate na sadove. Naenkrat je čas in vi vidite na vejah te majhne, čvrste, zelene oblike predhodnih breskev na vejah. Slava Bogu, sadovi! Vendar, če je sadjar zares moder, gre in jih odtrga in ne bo dopustil, da zorijo.
ker jih hoče obraniti od tega majhnega pridelka. Nato pa po letu ali dveh, mogoče naslednjo leto napravi isto, mogoče so sadovi nekoliko večji, vendar je on še vedno odločen, da hoče večje sadove, tako potrga zelene breskve. Če bi vi bili drevo, bi si mislili, ali se zafrkavaš? Mislim, tako dolgo sem čakal in tako sem se trudil. Tukaj stojim in stojim in čakam in čakam in čakam. Končno dobim sadove in ti jih obiraš in mečeš stran? Veste, če nimate nobenega duhovnega razumevanja, potem mi sploh ne morete slediti. Vi si mislite, ta ženska je izgubila ves svoj razum. Zadnjič sem govorila o možu Davidu, kako je sedel na školjki in danes, kako sadjar meče stran zelene breskve. Ali je protizakonito se tako zabavati na vse zgodaj v soboto? Vendar sadjar, ki to počne 2 ali 3 leta, če lahko toliko počaka, dobi najboljše, največje in najbolj zdrave breskve, kar ste jih kdajkoli videli v svojem življenju. Torej, imela sem svojo svetopisemsko skupino, to so bile moje majhne breskve. Bilo jih je 25, ki so vsak teden prišli. Sedeli smo v dnevni sobi na tleh, učila sem svetopismo. Šli so domov. Naslednji teden so prišli nazaj. Bilo je vse tako prisrčno, to je bil prijeten čas v mojem življenju. Bog mi je govoril, prav, končaj s tem, glej, delam novo stvar. Naslednje leto sem poskušala biti kot moja soseda. Ona je bila priročna ženska, mogoče ste že slišali to zgodbo, vendar vas ne bom dolgočasila, če še enkrat povem. Ona je bila praktična ženska, jaz pa nisem bila ničemur podobna. Veste, slikopleskarska dela mi pač niso ustrezala. Jaz sem takšna osebnost, ki prinese pohištvo, ga postavi in tam stoji nadaljnjih 20 let. Ona pa je ves čas premikala pohištvo, dekorirala in vsak mesec je njena hiša izgledala kot popolnoma nova. Kosila je travo, barvala stene, ko njenega moža ni bilo doma, napravila si je svoje viseče posode za rože, skratka napravila je vse mogoče, jaz pa nisem mogla zagnati niti vrtne kosilnice. Če je mož David hotel, da bi prišila gumb na njegovi srajci, da bi tam ostal, je bilo boljše, da si ga je kar sam zašil. Vendar hudič mi je govoril. Rekla sem, da mi je hudič začel govoriti. Končati moraš z vsem tem, da hočeš spremeniti svet. Ustaliti se moraš in postati normalna ženska. Ti moraš biti kot vsakdo drug. Ali je kdo tam zunaj? Moja soseda me je učila, kako šivati. Imela je vrt in me je učila, da bi tudi jaz morala imeti vrt. Kakšno bedno leto. Ponavadi sem izganjala hudiča, sedaj pa poskušam konzervirati paradižnike. Ali ima kdo pogum, da sledi svojemu srcu? Če si blagoslovljen, da vlagaš paprike in paradižnike, potem to delaj. Ne, da bi bilo karkoli narobe s tem, vendar ne moremo biti kot vsi drugi. Torej, kakorkoli, moj ščevalni tečaj je bil precej neuspešen. Tudi vrtnarjenje se ni obneslo, bil je čas, da pospravim paradižnik in čez noč so prišle majhne žuželke in napravile luknje v moj paradižnik. Do sosedovega vrta ni bilo dlje kot do konca tega odra, vendar njeni paradižniki so bili nedotaknjeni. Moj paradižnik je bil uničen. Celo molila sem za ta paradižnik, ker sem bila žena vere. Dajte no. Veste, da mi je žal. Nisem hodila v svetopisemsko šolo. Obiskovala sem šolo Svetega Duha. Torej,
Poklicala sem svojo sosedo, morali bi konzervirati najin paradižnik. Rekla sem, najin pridelek je uničen. Rekla je, kaj pa govoriš? Rekla sem, moj paradižnik ima polno črnih lukenj. Odšla je, pogledala svoj paradižnik in rekla, moj paradižnik je čisto v redu. Šla sem do Boga in rekla, pa kaj se dogaja? Molila sem za ta paradižnik. Rekel je, nikoli ti nisem rekel, da prideluj paradižnik. Nobene odgovornosti ne morem imeti nad tvojim paradižnikom. Dajte no. Mogoče vi poskušate vzgajati svojo različico paradižnika in se to ne obnese. O, danes je zanimivo. Mogoče se morate odpovedati ideji, da ni v redu, če ravnate tako, kakor vi. Dajte no. Rekla sem, da mogoče morate odpraviti sovraštvo do sebe, da sami sebe zametujete in se ves čas tako samokritični. Mogoče se morate zavedati, da vas je v maternici vaše matere Bog ustvaril svojimi rokami. On vam je dal vašo osebnost, on vam je dal talente, on vam je dal tudi slabosti. Naj vam nekaj povem, Bog hoče, da ste to, kar ste vi sami in se ne morete napotiti na naslednjo stopnjo, dokler se ne odločite, da ste vi zares vi. Amen, 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 amen. Čas je, da opustite nekatere stvari. Predvajana oddaja je bila plačana s strani prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer.